Še eni pripravljalni tekmi, še enkrat naši fantje brez poraza. Tokrat jim je nasproti stal najresnejši nasprotnik v pripravah doslej, in sicer beloruski serijski prvak Bate Borisov. Ogromno je podobnosti, ki veljajo med obema kluboma, med našim Mariborom in Batem iz Borisova, ampak osredotočimo se na tekmo, ki se je končala z neodločenim izidom 2-2. Pogumno so začeli naši fantje in že v 5. minuti je Stojanovič lepo podal v sredino, kjer je bil Ibrahimi, a žoga ni prišla do izvrstnega Makedonca. Nato pa v 15. minuti prvi zadetek. Po napaki Stojanoviča je do strela prišel Radionov, ki je imel kar nekaj sreče, kajti žoga se mu je odbila praktično nazaj na glavo in 1-0 je bilo v Beleku. Do drugega zadetka ni bilo treba dolgo čakati. Že 3 minute kasneje, v 18. minuti, napaka obrambe Maribora. Fantje so za trenutek zastali in Gorđejčuk je bliskovito švignil proti vratarju Handanoviću in z nekaj sreče in pomočjo vratnice povedel Bate v vodstvo z 2-0. Ta isti nogometaš bi lahko še povišal vodstvo Belorusov v 38. minuti, ko se je prav tako znašel iz oči v oči z našim vratarjem, a je Handanović tokrat bravurozno ubranil. Drugi polčas si bomo zapomnili vsaj 6. minuto njega, torej v 51. minuto tekme, potem, da je Vladimir Karp grobo in povsem nepotrebno štartal na branilca Arhusa, ki je nato moral na pregled v bolnišnico, Karp pa si je zaslužil neposredni rdeči karton. To je nekoliko prebudilo naše nogometaše, najprej v 54. minuti poizkušal Agim Ibrahimi, v 61. minuti pa prvi gol. Odlično se je v kazanskem prostoru znašel Dalibor Volaš in matiral vratarja Černika. Ta drugi polčas smo pritisnili, malo izmenjali, tudi novih svežih igralcev je prišlo par noter. Smo pokazali, da smo dosti kvalitetna ekipa in obrnili rezultat. Lahko bi tudi povedali, lahko bi tudi dobili še kakšnega, tako da mislim, da je zaslužen izenačen na koncu ostal. Ekipa Bateja je bila v drugem polčasu veliko manj nevarna kot v prvem. Poizkus Valacka iz 77. minute je edini omembe vreden. No, v 85. minuti pa še ena krasna akcija naših fantov. Najprej super preigravanje Mendija, nato čudovita podaja Vršiča in Luka Zahovič v polno za končni izid 2-2. V še enem pripravljalnem obračunu so naši fantje torej ostali neporaženi. A cena, ki so jo tokrat morali plačati, je bila precej visoka. To je bila res, z včerajšnjo situacijo je to velika razlika, ker zdaj je bila pa namera nasprotnika poškodovati naše igralce. Jaz samo upam, da se ne bo zgodilo najhujše in da se bo Argi lahko vrnil v čim prejšnjem času.